kajti tam tudi neke dokumente hranijo na to temo, ukinil Beneško republiko in tukaj je kraj Spilimbergo, Vila Manin, danes je znano predvsem tudi kot kraj mnogih razstav, posebej v tej vili, nekdaj Doževi vili, zelo bogati, razkošni, danes pa so tudi deloma tam razstavni prostori. Mesto samo Spilimbergo pa je mesto, kjer so pravzaprav ohranili že prej omenjeno bogato mozaično tradicijo. Kajti, ko sem prej omenil Oglej, trgovanje z marmori, ki so prihajali z vzhoda, gotovo v Italiji mesto Carrara, že od Grkov pravzaprav naprej, je to en dragocen vir tega belega, lepega kararskega marmorja, pa vendar so potem tudi druge bogate oblike, oziroma bolj rečeno barve, kajti vemo, da potem pri posameznih kamninah igrajo še druge rodnine in snovi vlogo, da potem je ali bolj rdeč ali bolj tak, in potem najdemo tudi čudovite primere inkrustacije marmorja, ko je kot nekakšne puzle zložen in postavljen. To se bo deloma videlo tudi v Bergamu. Vsekakor je bilo to znanje mozaika, mozaične šole, tehnike zelo razširjeno, kot sem na dveh krajih, če gledamo celotno danes Italijo. To je bilo na Siciliji, en od kraj Piazza Armerina in pa tukaj na severu, kajti Oglej je bilo pomembno pristanišče. Zdaj že prehajamo ne iz dežele, ampak manjše pokrajine, Friuli, Venecija, Giulia, v Veneto, pa seveda razne teorije o Venetih, profesor Šavli, Bor, mnogi drugi so o tem govorili in pisali, kako smo pravzaprav venetskega izvora, ne Benečani, ampak prav Venetoj, gre za staro ljudstvo, ki je imelo tudi na nek način poseben jezik, danes še dosti nerazvozlan, pa vendar, recimo Enarad-Hisov oltar in podobne stvari, v Vidimski pokrajini pa so nekako se da razvozlati z nekimi nastavki slovenskega jezika, zelo, bi rekel, rudimentarno povedano. Kakorkoli, pokrajina Venecija, Giulia prej, imenovana seveda po Juliju Cezarju, zato tudi Julijske Alpe, jih bomo deloma videli, ko bomo Soto il Monte, sploh v tem predelu gora, in pa sedaj pokrajina Veneto, več tih manjših pokrajin, dežele pa, kot rečeno, jih ima Italija 20 in predvsem nam je zdaj dragocena, oziroma nam bo v 3 dneh nudila dom pokrajina Lombardija in seveda tudi beseda o Lombardih bo potrebna o ljudstvu, ki je zelo obvladovalo vedno bolj severni del Italije in šlo potem v notranjost Apeninskega polotoka tudi v smeri proti Rimu. Oglej, da zaključim, je tako ob tem trgovanju seveda pridobival tudi to znanje mozaičnih tehnik, mozaične tehnike, in ko je potem v leta 452 po Kristusu seveda že čutiti ta nasilen udor Hunov iz vzhoda, iz daljnega vzhoda, se seveda potem mesto samo na nek način, čeprav obdano z obzidjem, spremeni v mesto, lahko bi rekli, duhov, marsikaj porušeno, požgano, zasuto, in tako praktično do 10. stoletja mesto bolj ali manj sameva, ker imamo v Ogleju, kdor je bil v Ogleju, ve, da je tam teče, sicer je bolj ali manj zdaj mrtev rokav ali pa zelo lenobno, bi rekli, se premika tista rečica, nekdaj pa kar plovna reka, nadiža na Tisone, kot pravijo Italijani, označijo. No, in to je potem bila zelo dobra kombinacija
med samim zalivom, ki je tam širše gledano, nekateri štejo to tudi kot Beneški zaliv, kajti Benetke kot naslednik Ogleja, in v tem zalivu seveda veliko čeri, tako da že dostop do obale zahteva veliko znanja in vedenja, in zdaj, če prihajaš kot človek s slabimi nameni, kot zavojevalec, seveda zelo težko prideš do mesta, kajti potem je treba pa še v nasprotnem toku, torej proti toku plavati oziroma se voziti. To so seveda dobri navigatorji znali, da so prišli do rečnega pristanišča, danes je to za Baziliko v Ogleju, ostanki tega rimskega rečnega pristanišča, in tam so potem raztovarjali dragocene kamnine v smislu marmorjev, in tako so potem počasi okrog in okrog rasle tudi te mozaične šole. Ko pride do okoljske nevarnosti, seveda se ljudje razbežijo, in takrat, vemo, rešuješ v času katastrof, si poplav, potresov in tako naprej, rešuješ golo življenje. In seveda, kakšno stvar še vzameš s seboj, drugače pa bežiš. Znanja pa, da bi tako rekli, pa ti nihče ne vzame. Pustimo potem demence, ko pride te stvari, to so potem drugi sovražniki, ali pa prijatelji, ki, ko je nekdo rekel, ko pa dementen, bom pa še vedno kaj novega zvedel, ne bo to lušta. Tako da, kakor pogledaš stvar, vsekakor en del teh prebivalcev Ogleja se usmeri proti zahodu, gredo na torej te Beneške otoke, laguno, otočke, čeri, kakor bi jih poimenovali, in tako potem nastanejo počasi, se oblikujejo kot ena mestna, najprej republika, potem seveda vidno širše, kako bolj vidno od 9. stoletja naprej Benetke. Drugi del pa gre v smer proti severu, prej sem povedal, odcep za kraj Spinimbergo, Vila Manin, zadnji dož Manin, po njem se imenuje 1797, pa so tam seveda uporabili svoje znanje, kar se tiče mozaikov. Gotovo ni bilo na voljo tako dragocenih blokov kamenja oziroma vsega tega, kar je prej mesto kot pristaniško mesto imelo, pa vendar so potem s tistim, kar je bilo možno dobiti, kot nekakšen prod, pesek, take drugačne kamenine nadaljevali s to tehniko. Zato je tudi tukaj v bistvu ena najstarejših evropskih uradno priznanih in ne vem s kakšnimi certifikati podkrepljenih mozaičnih šol v Spinimbergu. Tako, tisti gre pa na smer proti Benetkam, tam so bili seveda ribiči, potem kasneje, kot rečeno, se razvije mesto in iz tega potem tudi nekakšna mestna republika, pa so uporabili znanje, ki so ga seveda tudi zelo pridobili v samem Ogleju in so nekako tudi potem poznani, namreč gre za steklopihaštvo, to rimsko steklo, ki je znano, ker je motno, ni lepo čisto prozorno, niso poznali še teh tehnik, kako vse ta zrak oziroma vse te ujete pline izločiti, da lepo pride ne motno, ampak prosojno. Vsekakor znano vam je, slišali ste zagotovo za muransko steklo in od otokov je Murano, in to je to znanje, ki so ga iz Ogleja prenesli. Tako da eni mozaik na sever, drugi znanje steklopihaštva in sploh dela s steklom prenesejo v Benetke. Tako samo kot ena taka orientacijska točka. Oglej pa seveda zelo pomembna za nas, naše prednike, kar se tiče pokristjanjevanja, in potem seveda dobijo tudi oznanjevalce. Tukaj imamo oglejske patriarhe, posebej potem, ko nekako, ne bomo rekli voda na mlin, pa morda tudi na nek način, tukaj si zgodovinarji niso čisto enotni, oziroma imajo različna mnenja, da od potem, ker je bil tukaj evangelist Mark, oziroma
Marko je pa spremljal apostola Petra v smeri proti Rimu, nekako on potem tudi postavi ta skupaj, ne bi Peter bil tisti, pa drugim Marko, kakorkoli. Marka bolj vzamejo za svojega in tako imamo tudi tega beneškega leva, videli bomo v Bergamo, to pa seveda simbol moči, čeprav ne simbol evangelista Marka, ampak potem, ko je v zenitu Beneška republika, zagotovo simbol moči in tudi tega celotnega teritorija, ki ga obsega potem Beneška republika. Tako je Oglej nekako začel tudi svojo pot kot kraj, kjer je beneški patriarh, pater, oče. Patriarhati so bili nekdaj v zgodovini cerkve tam imenovani, tam postavljeni, 5 je bilo nekako zgodovinsko bolj ali manj, kjer so oznanjevali prav apostoli oziroma je bil pomemben sedež gotovo najstarejši Jeruzalem, potem so pa še se pridružili drugi. Nekdaj je imel tudi papež naziv patriarh Zahoda, zdaj nekje se še uporablja, nekje ne, za zveličanje, za nebesa to nič potrebno, so pa to zgodovinske danosti, ki nam kažejo na bogato zgodovinsko tradicijo. No in potem, ker so pravzaprav začetki Benetk zasnovani oziroma kar se prebivalcev tiče, se tukaj prebivalci Ogleja, so potem in tradicija vezana na Marka in tudi na svetega Petra, so potem prevzeli Marka za svojega in tako tudi njegov simbol, da kaj več o tem, ne preveč, ampak nekaj, ko bomo bližje Benetkam, sicer se jim lepo pridno približujemo, tudi na cesti je mirno, no tukaj je zdaj primer spet dvopasovnice, kajti ni še narejeno oziroma so verjetno kot pri nas še kakšni zapleti glede zemlje. Vsekakor namen je, da bo dejansko povezava, tako široko gledano Milano, bi rekli Trst na nek način, kar lepo tropasovna povezava v obeh smeri, tako da to je zdaj tudi velika razbremenitev. No in tako smo nekako samo pogledali nekoliko Oglej, ki je za nas seveda zelo pomemben in posebej je naglasil pomembnost spomina in tudi v molitvi zahvale za vse tiste, ki so nam krščanstvo oznanili, tudi kraje, da se jih obišče, da se zgodovinsko pogleda prav misel, ki jo je dal takrat papež, pokojni že Benedikt XVI. Leta 2013, namreč šlo je za 1700-letnico od trenutka, ko je krščanstvo dobilo svobodo z milanskim ediktom. To je pa že tema za 3. dan, tako da zdaj je kar nekakšen morda malo napovednik v tej poti, vse stvari so zelo, zelo povezane in veselje največje pa je, da smo tudi mi povezani, da nas zagotovo povezuje najprej, tako rečemo, Radio Ognjišče, kajti to je romani Radio Ognjišče, radi prisluhnemo, poslušamo, smo podporniki, kajti zavedamo se, kaj v tem zmedenem času, ki je, vsak čas ima svoje preizkušnje, zdaj pa res, kot da se še bolj babilonski jeziki, lahko bi rekli, narekovaj mešajo, je kako dragoceno imeti eno kleno, jasno besedo, ki pa je, poleg tega, da je resnična, prava, tudi tako podana, da nas vedno na nek način opogumi, tudi poboža. Tako da res gotovo je to dragoceno in potem, vidite, se potem tudi skupaj dobimo na takih poteh, na romarskih poteh, pa tudi na takem popotovanju, kot bo to trodnevno, kjer bomo seveda zajemali tako iz splošne zgodovine, iz geografije in pa seveda tudi ne gre drugače iz življenja svetnikov, kajti našo pot zaznamujejo
in danes, kot smo rekli, Sveti Janez 23. Potem pa imamo še Karla Boromejskega in tako. Lepe stvari. Pa potem spet malo kakšno stvar podrobim. Vsekakor pa, rečeno, tehnične stvari sem oznanil in povedal, da bomo res lahko dali potem poudarek na vsebino. Kot rečeno, slušalke pa potem po postanku oziroma malo pred postankom vam razdelim slušalke, nič se bant za plačilo, pri Oče naše odpusti nam naše dolge, tukaj tako ne gre, ampak bomo to potem jutri zvečer, morda danes, ampak bolj jutri, zato ker danes je kar prvi dan je navadno vedno kar naporen, tako da bo pa cena ostala enaka, ja. Se ne bomo zgledovali po kakšnih Judih in podobnih, ki so bili v teh mestih tudi naseljeni in bomo tudi te omenili.